Pozdravljeni v podcastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars humana. Povod za ta pogovor je evropska raziskava javnega mnenja na temo znanje in odnos evropskih državljanov do znanosti in tehnologije. Po tej raziskavi imamo Slovenci najbolj negativno mnenje o znanstvenikih in znanstvenicah med vsemi državami Evropske unije. A kot vemo, je znanost ključno zaznamovala človekovo dojemanje sveta, družbe in samega sebe. Še več, je osnovni dejavnik pri spoznavanju in odkrivanju astronomskih, fizikalnih, kemijskih, bioloških in drugih naravoslovnih zakonitosti, ter je hkrati gibalo tehnološkega razvoja. Znanost je skratka kompleksen pojem in je tudi od nekdaj na nek način povezana z ekonomskimi interesi. Kako je s tem in kako je z nezaupanjem oziroma zaupanjem v znanost pa v pogovoru, ki sledi. Z menoj sta dr. Sašo Dolenc, urednik Kvarkadabre, pozdravljeni. Pozdravljeni. In dr. Tomaž Grušovnik, filozof, avtor knjige o teorijah zarot. Pozdravljeni. Dober dan. Pogovor bom vodil Gregor Podlogar. Naj začnem z aktualnim vprašanjem. Je danes pri nas zaupanje v znanost manjše, kot je bilo pred nekaj leti, dr. Dolenc? Ja, v bistvu ne vem, če imamo pri nas kakšno zelo sistematično spremljanje tega vprašanja skozi čas, da bi lahko neposredno sklepali, kako se odnos javnosti do znanosti spreminja. Imamo te splošne raziskave, ki mogoče rangirajo poklice na najbolj cenjenje, ponavadi gasilec, najmanj pa politik in ostali se pa nekje razporedijo vmes. Ampak to ni tisto, kar bi nam dalo pravi pogled v to, kaj misli javnost o znanosti oziroma o znanstvenikih. O tem lahko mogoče posredno sklepamo preko odnosa do določenih dejavnosti, za katere je pa zelo pomembno, da zaupamo znanosti. Recimo odnos do cepljenja, taka tipična tema, kjer moramo v bistvu zaupati medicini, znanosti, da se odločimo, da bomo nekaj dali v svoje telo. In čeprav pač znanost zelo jasno skozi mnoge študije kaže, da je to eden od najbolj učinkovitih preventivnih ukrepov v boju proti nalezljivim boleznim, je odnos, ki ga imajo prebivalci posameznih držav do cepljenja. In tukaj mi znotraj Evropske skupnosti smo nekje na repu, blizu tem drugim vzhodnoevropskim, balkanskim državam, odnosu do cepljenja. Lahko preko takih posrednih informacij sklepamo, kakšen je dejanski odnos do znanosti. Tukaj, če omenimo še mogoče raziskavo, evropsko družboslovno raziskavo, ki jo izvajajo po raznih državah Evrope. Mislim, da za Slovenijo jo izvajajo raziskovalci iz FDV. Tam so recimo dobra tretjina Slovencev je prepričanih po tej raziskavi, da znanstveniki že poznajo recimo zdravilo za raka, pa ga skrivajo. Ali pa da je bil koronavirus namenoma ustvarjen, za povzročati škodo ljudem. In to niso majhni odstotki, dobra tretjina prebivalcev prepričana v nekaj takega. Tako da to bi morali v bistvu bolj naslavljati to problematiko in mogoče bolj jasno spremljati, katere družbene skupine so podvržene takim vplivom in kaj lahko storimo, da bi to izboljšali. Doktor Grušovnik, kaj bi vi k temu dodali? Mogoče to, da mislim, da smo ljudje v svojih prepričanjih velikokrat nekonsistentna bitja.
po eni strani seveda res to nezaupanje tudi v meteorologijo, recimo nedavno, ali pa Google Chemtrails in tako naprej, da ne naštevamo, kaj vse obstaja, ne, glede skepse, teorij zarot. Po drugi strani pa zelo nekritično občudovanje nekega lika genija, Einsteina, znanstvenika, nekoga, ki ve neko skrivnost, ki je odzadaj. V bistvu na nek paradoksna, totalna fascinacija, očaranje na eni strani, na drugi strani velika skepsa, oboje pa na nek način povezano mogoče z nepoznavanjem tega, kar znanost dejansko in zares sama počne. Ne. Tako da jaz bi rekel, da so prepričanja nekonsistentna. Na eni strani nekritičnost občudovanja, na drugi strani nekritičnost skepse. Doktor Dolenc, kako vi ocenjujete, kakšen je družbeni položaj znanosti v Sloveniji? Ima znanost dovolj vidno mesto v slovenski družbi? Ja, spet odvisno glede na katero publiko. Ne. Ni neka enotna javnost v Sloveniji. V določenih krogih ima velik ugled, drugih spet majhen. Mislim, da se moramo zavedati teh razlik in jih naslavljati in prilagajati sporočila posameznim skupinam. Ne. Tako da tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da se zavedamo, da ni nujno nek strokovnjak za neko področje najboljši, da sporoči neka spoznanja z tistega področja širši javnosti, ker mogoče nima niti znanja, da to predstavi na takšen način, da ciljna publika nekaj dojame. Ne? Lahko se zgodi samo to, pač, da fascinira svojo pojavo, ne? ali pa zbudi ravno nasproten efekt. Ne? Zgubi se pa ta prenos informacij in predvsem pomembno je, da se gradi neko zaupanje za posamezne ciljne skupine. Ne? In v dobi pandemije zadnja leta smo videli, kako je to pomembno, ne? Kako lahko cele skupine ljudi nekako uidejo nam in verjamejo, da recimo zdaj sem, da kar veliko ljudi dejansko verjamejo v Sloveniji, da so cepiva proti COVID-u strup. Ne? Čeprav znanstvene raziskave pač ocenjujejo, da so rešile tam ranga 20 milijonov življenj. Ne? Tako da tukaj je neko veliko razhajanje na področju, recimo najbolj očitno na področju zdravja, ne? Ker se veliko ljudi zateka tudi v področje alternativne medicine, ki je sicer fajn, če placebo učinek ima dejanski učinek, ne velikrat dober, ampak lahko povzroča tudi napačno zdravljenje, lahko tudi veliko škode povzroča in tisto, kar se je zdaj v poplavah pokazalo, ne, podnebne spremembe. Tukaj je tudi znanost ključna, ki zna interpretirati oziroma opozarjati, kaj sploh povzroča to, kar se nam dogaja. In tukaj bomo tudi morali bistveno več narediti. Isto vprašanje, dr. Grušovnik, ima znanost dovolj vidno mesto v slovenski družbi? Ja, zdaj, tako kot je rekel kolega Dolenc, odvisno, kaj za družbo mislimo. Ne? Zdaj, kontroverzno mogoče tole, ne? Če mislimo seveda univerza, gospodarstvo, ima znanost seveda zelo močen položaj, celo na univerzah imamo eno drugo težavo, da ena vrsta znanosti dominira nad vsemi drugimi, recimo naravoslovne znanosti in tehnologija imajo absolutni primat in v resnici izrivajo recimo humanistiko, včasih tudi družboslovje. Imamo tudi ta problem, da je vse manj prostora za temeljno znanost in vse preveč za aplikativno znanost, pri čemer se tudi nekateri naravoslovci sami pritožujejo, da se ne razvija dovolj temeljno spoznanja, ne, da je vse skupaj preveč naravnano na neko neposredno uporabnost. Tako da to je en segment. Zdaj, kar se tiče drugega segmenta, seveda te javne percepcije, kako pa javnost dojema znanost, bi rekel, da je tekom desetletja, pa 15 let, 20 let, mogoče viden tukaj nek očiten napor za to, da bi znanost bolj popularizirali. Festivali znanosti, noč raziskovalcev, potem tudi nagrade, ki jih dobivajo znanstveniki, so postale malenkost bolj vidne v javnem prostoru. Ne? Recimo Zoisova nagrada ali pa Glasnik znanosti. Malenkost več se o tem govori. Ne? Spomnim se recimo svojih študentskih časov, takrat smo slišali za kulturne nagrade, tudi seveda
za literarne nagrade, za znanstvenike, ne, redko kdo je sploh poznal kogarkoli drugega od Stefana, pa mogoče Vege. Ne. Danes mislim, da je več truda vloženega v to, koliko pa je dejansko potem to vpliva na percepcijo pri prebivalstvu, je tudi težko ugotoviti, ker so se hkrati s tem trudom tudi spremenili mediji. Danes se je spremenila narava medijev, imamo družbene medije, ne, informacije se širijo po nekih drugih zakonitostih in je seveda težko, ne, kar tako zdaj načrtno povečevati ugled znanosti. Niso tako enostavni ti koraki. Ja, v bistvu sam se že kar dolgo, že več kot 25 let ukvarjam s tem, čemu se reče komuniciranje znanosti. Ne. In problem je v tem, da to področje v Sloveniji nekako ni urejeno. Ne. Institucionalno nima nekega mesta, kamor bi se umeščalo. Znanost sicer pravi, da to koristno, sam ne z naše vreče denarja. Ne. Univerza isto, to je koristno, ampak to ne bomo mi na univerzi imeli. Ne. In ni neke umestitve za profile, ki to počnejo resno. Ne. Nekako se skozi predpostavlja, da je to neka postranska dejavnost znanstvenikov, popoldanska dejavnost. Ampak ta popoldanska dejavnost je lahko mogoče, ko se človek upokoji ali pa v takih primerih. Ne? Če pa ti resno se ukvarjaš z nečem, pa hitro nisi več konkurenčen na tistem področju, recimo, kjer si prej bil akademsko aktiven. Tako da v tujini so to že pred desetletji zaznali in začeli urejati. Pri nas pa se res zelo aktivno zavzemam za to, da bi tudi pri nas začele te spremembe, pa žal ni posluha na nobeni instanci. No? Tako da to se mi zdi velik problem, ki ga bo treba spremeniti. Kar je tudi recimo, če se smem navezati, razvidno tudi pri tem, da praktično nimamo nekih finančnih virov za izdajanje poljudnih znanstvenih publikacij. Pri nas lahko izdaš znanstveno monografijo ali pa recimo literarno delo. Ta vmesni prostor je pa kar nekako prepuščen iznajdljivosti posameznikov. Ne. Ni sistemsko urejen. Ja, mislim, v tem našem znanstveno-akademskem svetu se je pač vrednotenje nekako podvrglo nekim algoritmom in na teh algoritmih je to izpadlo. Ne. Tako da pač, če to počneš, se to nikjer ne vidi. Ne. V tujini ni tako. Ne. Recimo že v drugih evropskih državah imajo prav posebej namenjajo pozornost tem, je to neka akademska pot lahko, da se ukvarjaš s komuniciranjem znanosti, so razpisi z tega področja, so nagrade. Pri nas tega ni, čeprav nas je nekaj, ki se s tem zelo aktivno ukvarjamo in imamo pač kar veliko produkcijo, ampak hkrati za to nismo plačani, skoraj da nič. Ne? In to je nek velik problem, ki mislim, da ga lahko direktno povem, no, ko govorim s tem z ljudmi, ki bi lahko kaj spremenili, mi rečejo, ja, začni delati kaj, kar bo dejansko imel smisel, kar bo uporabno. Ne. To mi lahko rečejo recimo ljudje, ki so na vrhu našega znanstvenega establishmenta, tako da dobite občutek, ne, kakšno je dojemanje tega področja pri nas, ki ga pa zmeri bolj naseljuje znanstveni PR. To je pa tisto, kar mogoče tudi ta vrh univerz in inštitutov ima rad. To se pravi, najamejo agencije ali pa imajo zaposlene ljudi, ki potem bombastično prikažejo njihove rezultate, ki pa velikokrat so zelo napihnjeni. In to pa povzroča lahko potem tudi nerazumevanje v javnosti in napačna pričakovanja. To smo imeli tudi za časa COVID-a kar nekaj tega, kar bomo doma vse uspeli narediti, kaj je bilo pa pač zelo napihnjeno. Ne? Pogovarjamo se o nezaupanju oziroma zaupanju v znanost in prav je, da določimo, kaj je tisto, zaradi česar je nekaj znanost. Vemo, da je znanosti več, tako naravoslovnih kot družboslovnih, vendar
Kaj dela znanost kot tako za znanost, dr. Grušovnik? Ja, najprej velja seveda poudariti, da imamo naravoslovne znanosti, da imamo k temu pripojeno tehnologijo, nekateri ločujejo, recimo Poljan bi rekel, da tehnologija in znanost sta ločeni, tehnologija ima zelo aplikativno načela, pač nekaj mora delovati, medtem ko znanost vendarle želi spoznati, je primarno osredotočeno na spoznanje, pa vendarle skratka na eni strani naravoslovne znanosti, na drugi strani imamo, to se velikokrat zameša, družboslovne znanosti in humanistika, vendar to dvoje ni isto, ker družboslovne znanosti so še zmerom, kot rečemo, empirične, še vedno poskušajo recimo meriti javno mnenje ali poskušati dogajanja nekako zaobjeti v številkah in tako naprej, podobno kot naravoslovne znanosti. Torej, družboslovne znanosti, potem imamo humanistiko, imamo tudi nekaj, čemur sam pravim formalne znanosti, kot sta logika in matematika, če pomislimo, matematika se ne ukvarja z empirijo, ampak pa z nekimi odnosi med koncepti, med števili, recimo. Tako da imamo veliko različnih vrst znanosti, zdaj za naravoslovne znanosti in tudi za te empirične družboslovne znanosti pač je nek ključ opazovanje, potem ponovljivost, to, da lahko dognanja niso vezana na enega spoznavajočega, da to, kar sem jaz spoznal, ne bi mogel nišče drugi, nasprotno. Bistvo znanosti je, da so ugotovitve preverljive, da jih lahko tudi drugi, seveda znanstveniki, ki delajo na polju, preverijo in to recimo je tudi zelo pomemben element znanosti, to, kar rečemo peer review, se pravi recenzije drugih kolegov, anonimne recenzije na področju, ki naj bi jamčile verodostojnost recimo znanstvenih objav. Potem je pa seveda v filozofiji oziroma teoriji znanosti še cela vrsta nekih kriterijev, kdaj je neka trditev, recimo, kdaj jo lahko imamo za znanstveno. Ena takih kriterijev je seveda načelo ovrdljivosti oziroma falsifikabilnosti, ki, če povem preprosto, pomeni to, da morajo biti znanstveni stavki taki, da jih je vsaj načeloma moč ovreči. Torej, kadar izrečem neko trditev, mora biti možno, da ta trditev v nekaterih okoliščinah tudi ne drži, ne bi bila res. Primer, če spustim jabolko, pade na tla, ta trditev je znanstvena trditev po svoji naravi, zato ker si je moč zamisliti, da jabolko ne spustim in enostavno zalebdi v zraku, ne pade na tla. Medtem ko recimo, če rečem, vse je usoda, ta stavek pa v resnici ni preverljiv, ker karkoli se bo zgodilo, lahko to interpretiram kot da je usoda. Ali pa če rečem, v tej sobi, kjer snemamo, je 5 nevidnih in nezaznavnih duhov, to ni znanstven stavek, zaradi tega, ker po definiciji sem ga oblikoval tako, da ga ne morem preveriti. Skratka, znanstvene trditve naj bi imele ta moment ovrdljivosti in to je tudi mogoče neka razlika med slepo vero in znanstvenimi trditvami. Znanstveniki naj bi se zmerom skušali truditi ovreči trditve, ovreči, skratka ne jih potrjevati, to je neka ideja, ki je že od Sokrata mogoče naprej celo živa, že v filozofiji. Ideja je ta, da poskušaš trditve ovreči in seveda teže, kot jih ovržeš, bolj resnične so in to ti na nek način tudi ti tako je ena varovalka, da ne bi zapadel neki slepi veri v to, kar trdiš. Seveda je pa tu potem še ogromno nekih drugih momentov, kritike teh Thomas Kuhn, paradigme znanstvene in tako naprej. Kuhnova ideja je ta, da seveda nikoli ni čistega opazovanja, zmerom že neke teoretske koncepte predpostavljamo in tako naprej. Skratka, potem se reč tudi seveda zaplete, ampak nekako v grobem so pa to, kar sem opisal, neki osnovni, recimo, gradniki empiričnih znanosti. Razumeti in razložiti svet, tudi to je lahko ena od kratkih definicij znanosti, pa vendar ta ni dovolj natančna. Doktor Dolenc, zakaj sta eksperimentiranje in opazovanje tako pomembna? Na nek posreden način je na to odgovoril že tudi doktor Grušovnik. To vprašanje, kaj dela nekaj znanstveno, to vprašanje ima na različnih ravneh različne odgovore. Mogoče v kontekstu tega našega pogovora bi bilo dobro
zadeve poenostaviti in reči, da je tisto, kar je ključno v znanosti, je, da se tvori znanstvena skupnost okrog neke problematike in da se potem raziskovalci z tistega področja medsebojno preverjajo, debatirajo. Ni še nekaj dojeto kot znanstvena vednost, ko nekdo nekaj recimo z eksperimentom ugotovi in to morda že celo objavi, ampak mora večina članov znanstvene skupnosti tistega področja to nekako sprejeti oziroma preučiti in sprejeti. In ta znanstvena skupnost je v načelu skupnost enakih. To je nekaj, kar izhaja že iz Pisemske republike, ko so učenjaki začeli komunicirati pozni renesansi in naprej in si izmenjevati zapiske o svojih raziskavah in so drugega opozarjali na morebitne napake, se nadgrajevali in ključno pri tej komunikaciji je bilo, da so odmislili, kdo je konkretno tisti, ki nekaj piše, ampak so poskusili videti samo ideje, ki jih sporoča. Ne. To je nekaj, kar je postalo temelj nekak znanstvene skupnosti. Ne, da lahko, če ima nekdo dobre ideje, pa je popoln začetnik, lahko nekega strokovnjaka, sicer argumentirano, uglednega strokovnjaka z dolgo tradicijo, argumentirano, spoštljivo, sesuje v končni fazi. Ne. In to je neka vrednota znanosti, ki omogoča, da se ideje preverjajo in potem tisto, kar ostane po tem obdobju preverjanja, tisto pa je neka vednost, ki lahko dejansko zaupamo. In znanstvena pismenost je prav ta sposobnost, da znamo preveriti, a je neka ideja še zelo sveža ali je že močno sprejeta v znanstveni skupnosti. Če se nekako navežemo na to, dr. Grušovnik, in če pomislimo na zgodovinski razvoj znanosti, kako je znanost spreminjala človekov pogled na svet, družbo in na njega samega in kaj v tem kontekstu pomeni znanstvena revolucija, ki je v Evropi potekala nekako med letoma 1500 in 1750 in ki je močno spremenila omenjen človekov pogled. Ja, v tem obdobju je prišlo do velikih premikov na področju astronomije, seveda, ne? Najprej z Kopernikom in potem z Keplerjem. Sesula se je ta ptolemajska zgradba, ki je imela v središču sveta Zemljo, in na podlagi najprej matematičnih, ne čisto modelov, potem tudi pozneje šele neposredno z opazovanjem se je ta slika zaobrnila in Zemlja se je tako rekoč iz središča premaknila. Ne. No, nekaj podobnega se je potem zgodilo tudi z Darwinom, ne, sicer pozneje, šele 1856, ne, in človek je potem tudi v redu teh bioloških živih bitij, ne, izgubil neko svoje, bomo rekli, kategorično različno od živali privilegirano mesto in je pač postal en izmed organizmov v tej verigi živih bitij, ki teče od enoceličarjev pa naprej. Ne. Seveda vemo, da ni zadnja življenjska oblika. Potem seveda bo kolega Dolenc gotovo še dodal kakšno druga spoznanja velika, ki so se zgodila na tem področju. No, zdaj z roko v roki za znanstvenimi spoznanji so šla tudi pa družbena spoznanja in recimo eno tak velik prelom, ki ga madžarski veliki znanstvenik Mihael Polanyi omenja, je prelom, ki se je dogodil v 18. stoletju, tudi potem za francosko revolucijo seveda, in to je nek prehod od statične družbe, ki na svet gleda zelo statično in tudi na družbene hierarhije zelo statično in urejeno, k neki dinamični družbi in tudi k neki enakosti ljudi in v neki spremembi človekove naravnanosti do sveta in do družbe, in ta naravnanost
po Polanijevem mnenju, in mislim, da ima tukaj prav, se je obrnila iz nekoga, ki je svet bolj ali manj nemo tiho spremljal in ga sprejemal, k nekomu, ki je začel zahtevati, recimo od vlade zahtevati spremembe. Ne, če si predstavljamo v 16. stoletju, je bilo zelo nenavadno za povprečnega posameznika zahtevati karkoli od oblasti, ne, pač moral si biti poslušan, ne, medtem ko danes, ne, seveda vsi zahtevamo, ne, se nam zdi, da oblast ni legitimna, če ne ustreže našim željam, ne, in tukaj je šlo za neko spremembo tudi v načinu, kot bi rekla Horkheimer in Adorno, ne, za razsvetljenstvom, k nekemu upravljanju, kalkuliranju, spreminjanju sveta, ne, k tej ideji, da lahko človeško bitje svet tudi spreminja in potem posledično seveda imamo neko eksplozijo tehnološkega razvoja. Tako da ta, ne, slika od nekega statičnega k dinamičnemu univerzumu se mi zdi, da je ena izmed ključnih dogodkov, ki se dogodi v teh stoletjih. Dr. Dolenc, kaj bi vi k temu dodali? Sem glede spreminjanja, ne, okolja, zdaj smo mogoče res v nekem trenutku, ko smo očitno spremenili cel planet. Ne. In ne vem, če se večina ljudi tega zaveda, koliko je to resno. Ne. In tukaj v bistvu znanost zelo jasno na to opozarjala že več desetletij in vedno znova smo odlašali. Ne. In tukaj to je nekaj, kar kaže na nek razkorak med vednostjo, ki jo imamo, ne, in našim delovanjem, ki pa še ni tam, da bi resno spremenili naš vsakdanjik, da bi se soočali s tem. Ne. Tako da tukaj nas ta naš vpliv na naravo nekako prehiteva. Doktor Grušovnik, znano je, da je bila znanost že skozi zgodovino podvržena religiozni, politični ali ekonomski oblasti. Kdaj je torej znanost avtonomna in kdaj je lahko zlorabljena? Ja, to je odlično vprašanje. Zopet bi se navezal na Polanija. On pravi takole, da je treba znanstveniku dati prosto pot, da razkriva znanstvene resnice. Ne? Se pravi, zanj bi bila ta svoboda, avtonomija posameznika pri njegovem delu osnovni predpogoj za to, da znanost deluje svobodno in neprisiljeno. Nasprotje tega bi bila neka programska znanost. Njegov primer je pač ta stalinistična znanost, ne, ki je imela pač te petletke in te cilje in zelo rigidno predpisano strukturo, kaj je vredno raziskovati, česa ne, kaj je bilo devalvirano, in ravno zaradi teh nekih, bom rekel, političnih neumešavanj, teh političnih sodb, kaj naj bi bilo vredno raziskovanja, kaj ne, se je po Polaniju pač zgodil nek mrk. In znanost posledično ne le, da ni avtonomna, ampak tudi do velikih odkritij težko pride. In tu je seveda ena ta moja, mogoče malo črnogleda, ena velika bojazen. Zdi se mi, da danes živimo v podobnem obdobju, ki je podobno zelo programsko utesnjeno, z nekimi politikami, z razpisi in tako naprej. Ne, posameznik ima čedalje manj možnosti, da se svobodno ukvarja z interesi, ki jih ima, čedalje bolj se mora priklapljati, ne, na neke projektne razpise in tako naprej. In neka moja teza je ta, ne, da če želiš danes upravljati z ljudmi, ne, jim razpišeš projekte, ne, na katere se morajo prijaviti. Jaz mislim, dobro, zdaj mogoče malo pretiravam, seveda ta projektna logika po drugi strani od znanstvenikov zahteva, da so seveda vendarle tudi družbeno odgovorni, da se ukvarjajo z nekimi relevantnimi stvarmi in tako naprej. Ni to samo slabo, vendar pa po drugi strani, ne, če vse podvržemo tej logiki, ne, razpisni logiki, in res omejimo svobodo ukvarjanja, ne, potem je moja teza ta, da lahko začnemo zanemarjati, ne, temeljno znanost
in posledice so lahko slabe zaradi tega, ker s tem ne razvijamo nekih konceptualnih orodij, ki jih bomo mogoče potrebovali za soočanje z izzivi čez 50, 100, 150 let. In jaz za primer dam vedno Rimana, ne, ki se je ukvarjal z neeuklidskimi geometrijami sredi 19. stoletja, ne. Seveda takrat neeuklidske geometrije niso imele nobene uporabne vrednosti. Ne. Danes pa vemo, da brez njih pa seveda ne bi delovali GPS-i, kar pomeni, da brez tega, da se je nek piflar ukvarjal z vprašanjem, ali lahko iz ene točke, ki ne leži na premici, potegnemo več ali manj kot zgolj eno usporednico, kar je čisto teoretsko vprašanje, nam danes ne bi morali tople pice domov dostaviti. Ne. Tako da težava med tem, kaj je aplikativno, kaj ni, v resnici velikokrat politično, ekonomsko določena in lahko slabo vpliva na znanost v trenutku, ko jo onemogoča, ko jo duši, da ne razvija nekih čisto temeljnih, da ne pusti znanstvenikov, da se ukvarjajo z njihovim primarnim interesom, to je pa odkrivanje naravoslovnih zakonitosti. V zadnjih desetletjih se je znanstvenemu raziskovanju po svetu namenilo več finančnih sredstev kot v preteklosti. Tako je po eni strani prišlo do eksplozije novih znanstvenih panog, kot so umetna inteligenca, neurologija, računalništvo in tudi drugih. Po drugi strani pa so se nekatere znanstvene raziskave začele podrejati kapitalskim družbam. Kaj to pomeni za znanost, dr. Dolenc, in ali ni slednje tudi eden od dejavnikov, ki poganja teorije zarot? V bistvu znanost, kakršno poznamo danes, ne, državno financiranje znanosti se je vzpostavilo nekako po drugi svetovni vojni, ko so Američani ugotovili, da marsikaj, kar je bilo zelo uporabno zanje med drugo svetovno vojno, recimo radar in podobno, so bolj slučajno razvijali določeni znanstveniki, ki mogoče za to svoje delo niti niso bili podprti. Zato so potem kmalu po drugi svetovni vojni medvojni svetovalec ameriškega predsednika za področje znanosti, ki se je pisal Bush, je bil pa profesor na MIT-ju, napisal neko poročilo sodelavci, v katerem je predlagal prav takšno financiranje znanosti, kot ga poznamo zdaj. To se pravi, da znanstveniki dobijo nek denar in si ga potem sami medsebojno razdelijo. Jasno pa so še po njihovih lastnih kriterijih. Hkrati pa Američani so še vedno vse skozi veliko vlagali v neke ciljne projekte, recimo poslati človeka na Luno in podobno. Tako da ta način financiranja znanosti so potem tudi druge države povzele in ga začele nadgrajevati. In zdaj mislim, da smo v nekem obdobju, ko pa ga je treba spet premisliti na novo. No. Mogoče tak način zgolj tekmovanja na razpisih ni več dovolj, zato ker generira veliko publikacij, ki so nekako valuta za pridobivanje novega denarja, ki nima nobenega smisla, ne. Ki niso tisto temeljno znanje, ki si ga želimo, ne. In tudi hkrati niso aplikativno znanje, ampak so zgolj nek videz nekega novega znanja, ne. To je tudi pri nas kar velik problem, da se veliko dela zgolj za to, da se ustvarja videz znanstvene produkcije. Kaj lahko zdaj tukaj naredimo? Ne? Ta isti problem so tudi druge države že imele, ne, in so ga zaznale in so predvsem bistveno ukrepile nek notranji nadzor znotraj znanosti. Ustanovile so službe, agencije, ki skrbijo za integriteto raziskovanja, za integriteto znanosti. Recimo v nemškem prostoru imamo znanstvenega ombudsmana, to ni ena oseba, to je pač inštitucija, ki je povsem neodvisna in ki ima zmožnost potem preiskovati strokovno delo in tudi drugačne nasplošno razmere, recimo na inštitutih in na univerzah, in lahko tudi ukrepa in tudi lahko razpusti inštitut, ne?
v skrajnem primeru, in to se je že zgodilo v Nemčiji. Tako da tega pri nas še nimamo. In to je zelo pomembno, da bi se to vzpostavilo. In tudi na tem področju se že kar dolg časa, na področju etike, znanosti, kar dolg časa nekako angažiram, to spremljam in vidim, da je, da koliko imamo zdaj že 20 let nekako pripravljene neka gradiva, kako se bo to ustanovilo, pa se nikoli ne zgodi. Zato, ker zgleda potrebuje skupnost nek zunanjo spodbudo, ali bo to neka evropska direktiva, ali bo politika se odločila, da je treba to narediti. Ne vem, mogoče je pravi trenutek, da se veže povečevanje denarja na to, da se tudi povečevanje denarja za skupnost veže na to, da se ustanovi dejansko neka neodvisna agencija, ki bo to spremljala, ker sami znanstveniki tega, vem, si ne želijo, ne? Zato, ker so navajeni na nek način dela in tudi zelo si želijo, da bi se morebitne te stranpoti znotraj znanosti reševale skrite pred očmi javnosti, ker so prepričani, da to znanosti škodi. Ne. Zdaj, jaz nisem tega mnenja, jaz mislim, da je pač treba o tem govoriti, da je treba se s temi problemi soočati, ker se potem samo še množijo. Ne. V Sloveniji smo imeli odmevne primere, ki večinoma niso bili rešeni do konca, niso bile neke konsekvence sprejete. Čeprav se sami ljudje na odgovornih mestih, ne, na vrhovih univerz pa inštitutov zelo dobro zavedajo, imajo vse podatke, ne, kaj se dogaja, ampak nimamo pa neke inštance, ki bi to potem spravila do nekih zaključkov. Ne. In ko govorimo o povečevanju denarja, se mi zdi, da to je seveda super, da znanost dobi več, samo ne kar, da se v ta sistem še več denarja meče, ker to lahko tudi povzroči, da bomo imeli še več publikacij, ki so same sebi namen. Doktor Grušovnik, še kaj o podrejanju znanstvenih raziskav kapitalskim združbam in teorijam zarot, ki nekako to generirajo? Ja, mogoče kakšna beseda o samih teorijah zarot, ker so bile te pereč problem pa v preteklosti, pa vsake toliko zopet vzniknejo. Zdaj, kaj je teorija zarote? Je po eni strani tako, no, ima vsaka teorija zarote ima neke ključne lastnosti. Ena takih ključnih lastnosti teorije zarote je to, da predpostavljajo, da v ozadju dogajanja obstaja nek vršilec, ki upravlja z nečim, in druga takšna lastnost je seveda, da močno ločijo med resnico in videzom. Ne, to, kar mi mislimo, to, kar neka tradicionalna znanost govori, je zgolj videz, ne, resnica je nekje od zadju in ta resnica od zadaj je upravljana, manipulirana strani nekega skrivnega vršilca. In potem še en zanimiv element teorij zarot je ta, da imajo ravno to neko tradicionalno znanstveno razlago že za del zarote. Ne? Se pravi, ta razlaga, ne, recimo kondenzacijskih sledi, ne, letal, znanstvena razlaga je ravno že del zarote. Ne? Ker, ne, medtem ko sama kondenzacijska sled razpade na videz, mislimo, da je zgolj voda, resnica je, da so v ozadju neke kemikalije, s pomočjo katerih, ne, skrit vršilec, torej globalna elita nadzoruje podnebne spremembe in kontrolira populacijo. Ne, zdaj, seveda, ključno vprašanje je, kdo, kakšen profil človeka verjame takšnim pripovedim. Zdaj, v drugi strani je treba vedeti tudi tole, ne, zarote so stalnica v človeški zgodovini, ne. Od Cezarjevega umora do velike habsburške zarote 17. stoletja na slovenskih tleh do zarot v 70. letih te v MK Ultra, ne, kjer je obveščevalna služba ameriška testirala psihedelične droge na populaciji in tako naprej. Skratka,
problem teoretika zarote v tem, da lahko vedno obstaja nek kanček možnosti, tudi nek minimalen, da pa morda ima prav. In sem pravim, ne, da teoretik zarote je tisti, ki tam to majhno verjetnost, to majhno možnost napihne v dejanskost. Zdaj, zakaj? Zaradi tega, ne, ker seveda ljudje pri spoznavanju sveta nismo kot kamere ali kot mikrofoni, da bi objektivno ne, beležili neke nične in enice, pač pa smo vedno aktivni spoznavalci sveta. Ne, vedno na svet motrimo z nekega zornega kota in recimo ena taka značilnost človeškega motrenja sveta je ta, da ima rad urejenost, ne, že po Kantu pravzaprav, ne, brez neke predhodne urejenosti sploh ni spoznanja. Skratka, mi želimo živeti v nekem miselno urejenem svetu. Ne, in zdaj soočati se z neko kompleksnostjo, recimo virusov in tako naprej. Ne, zdaj eni testi kažejo, ne vem, eno zdravilo je 80% uspešno, drugo je 93%. Ne, skratka, vedno operiraš z temi nekimi verjetnostmi, kar je za marsikoga pravzaprav moreče, raje ima 100% gotovost in reče, virusa sploh ni. Ne, ali pa, gre za zaroto nekoga, ki nas želi vse pobiti, ne. Skratka, ne, ta naša želja potem, da bi si svet naredili razumljiv, oprijemljiv, gotov, je ta, ki pravzaprav poganja te, bom rekel, enostavne razlage sveta, ki nam pravzaprav ponudijo gotovost v nekih relativno negotovih, kompleksnih časih in svetu, v katerem živimo. In recimo, ne, še ena stvar je zanimiva, ne, obstaja korelacija med periferijo in centrom in verjetjo v teorije zarot in zaupanju v znanosti. Ne, se pravi, bolj kot se pomikamo na periferijo, vzhodne države Evrope, ne vem, Balkan, ali pa tudi ne, bolj ko greš tudi lokalno, bolj ko greš iz prestolnice, bom rekel, navzven, bolj se povečuje, ne, delež teoretikov zarot in skepse do znanosti. Zdaj, zakaj? Ena moja hipoteza je ta, zaradi tega, ker so ljudje bolj odstranjeni od centrov odločanja. In bolj kot si odstranjen od centra odločanja, večja potreba je v tebi potem, da si najdeš neko svojo zgodbo, neko alternativno zgodbo, da tako rekoč vzameš resnico v svoje roke, se okleneš neke alternative in si s tem na nek način pridobiš nazaj to svojo aktivnost, ne, se postaviš malo v center. Ne. Tako da ti dejavniki, tudi čist psihološki, so pravzaprav kompleksni, so pa povezani, kot rečeno, z tem občutkom, ne, odstranjenosti od centra in občutkom, da želiš imeti stvari pod nadzorom, in zato seveda takšne stvari, kot so izbruhi virusov ali pa nepredvidljive okoljske dogodki, ne, so vedno lepa priložnost za to, da takšne teorije vzniknejo. Dr. Dolenc, zakaj znanost na spletu vse bolj izgublja na veljavi glede na teorije zarot? Bi rekel, da izgublja. Spet je odvisno v katerih krogih. Ne. Splet, tudi družbena omrežja so se izkazala sploh v obdobju epidemije tudi za znanost zelo koristno. Ne. Veliko te medsebojne komunikacije med znanstveniki je potekalo tudi preko Twitterja, smo lahko to v živo spremljali, tako da tehnologija lahko pomaga v eno in drugo smer, ne, če jo pravilno uporabljamo, nam koristi, lahko pa tudi škodi. Tako da pomembno je, na kakšen način je znanost prisotna, ne, in kako jo percipirajo različne skupine ljudi. In tukaj se mi zdi, da imajo tudi mediji kar pomembno vlogo, da ne napihujejo recimo izjav ljudi, ki imajo avtoriteto, pa izrečajo kakšne strokovne neumnosti, ne. Ali pa da ne vodijo ljudi, ki pred mikrofon, ljudi, ki nekako polivajo bencin na teorijo zarote, ne, zaradi raznih svojih vzrokov, ker lahko to povzroči veliko škodo. Ne. In mislim, da tudi sam kar veliko opozarjam na take napake, da pride pač kakšna
napačna informacija ali pa nekdo, ki je recimo redni profesor na ugledni univerzi, zelo samozavestno trdi recimo, da podnebne spremembe ne povzroča ogljikov dioksid, ki se nabira v atmosferi, ampak nekaj drugega, ne. To so tisti problemi, na katere je treba opozarjati in na nje reagirati, in tudi na francoskem nacionalni televiziji imajo to zelo komunikativne oddaje, na kateri se novinarji, ki so specializirani za to področje, naslavljajo prav na teorijo zarote ali pa napačne informacije, ki krožijo po družabnih omrežjih in po teh krogih ljudi, ki se včasih tudi zaprejo sami vase in jih naslavljajo na nek tak način, da lahko ti ljudje si tudi nekaj predstavljajo. Ne tako zvišeno, jaz sem znanstvenik, to je neumnost, ne? Ampak na tak način povejo, da lahko te mehurčke malo razpočijo. Ne? In to je tisti način, ki ga moramo gojiti tudi v Sloveniji, ker imamo resen problem. Ne? Če se nek zlobnež začne nagovarjati politično ljudi, ki so nagnjeni k teorijam zarot, ne? In pri nas tega zgleda ni malo, ne? Imamo lahko velik problem. Doktor Grušovnik, kaj narediti na nek način, je dr. Dolenc že odgovoril na to, da bo znanost v širši javnosti dobila ugled in veljavo, in zakaj je sploh pomembno, da se pogovarjamo o njenem družbenem statusu. Jaz sem pravim, takole, recimo, da je ena pot vzgoja spoznavnega značaja, oziroma edukacija epistemskega karakterja. Mislim, da bi veljalo malo mogoče spremeniti tudi sam način, kako pristopamo k izobraževanju, tudi znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema o znanosti, in enostavno skratka pripraviti to, kako ne rečem, spoznavno infrastrukturo pri ljudeh, to, kar je kolega Dolenc imenoval znanstveno pismenost. Skratka, ne rabimo se učiti toliko formul in toliko mogoče nekih procedur, kolikor bolj moramo usvojiti te veščine presojanja kredibilnosti podatkov, s katerimi se srečujemo. Mislim, da bi to bil en tak korak v pravo smer. Nekaj stvari pa smo že tudi prej omenili, to je to, da bi veljalo res komuniciranje znanosti posebej nasloviti in ne na nek način kaznovati tiste znanstvenike, ki se ukvarjamo ravno s takšnimi tematikami, s tem, da se nam potem vzame čas za znanstveno produkcijo, ki šteje, ampak da se to dejansko tudi na primeren način ovrednoti in da se tudi odprejo vrata za poljudne znanstvene publikacije, ki so trenutno bolj zaprta. S temi besedami končujemo oddajo Ars Humana, ki smo jo namenili razmisleku o nezaupanju oziroma o zaupanju v znanost. V pogovoru sta sodelovala dr. Sašo Dolenc in dr. Tomaž Grušovnik, oddajo sem pripravil in vodil Gregor Podlogar, tehnično pa jo je izvedel Jernej Boc. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav. Oddaja o humanistiki. Ars Humana, Ars Humana, Ars Humana, Ars Humana, Ars Humana. To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.